Policija za prisilno ustavitev vozil uporablja bodičast trak imenovan Stinger. Kateri vsakdanji predmet pa je zelo podoben glavnemu označenemu delu traku? A. Žebelj, B. Svinčnik, C. Zobotrebec ali D. Slamica. To se pravi odgovor A in B smo imeli, rumeni ste odgovorili A, osnovna šola Naklo pa B. Ja, ne vem, kako se Jasna spozna tako dobro na ta policijska prisilna sredstva, upam, da ne iz lastnih izkušenj. Poglejmo, kaj bo pravilni odgovor. Tukaj je cela vreča že napolnjena z vodo in po vrsti bom vanjo zabadala različne predmete. Začnimo na primer kar z najmanjšim zobotrebcem. Poglejmo, kaj se zgodi. Nič. Vreča je zaenkrat cela oziroma voda ne odteka. Kaj pa, če vanjo zabodem žebelj? Tudi v tem primeru nič posebnega. Bomo videli, kaj bo z malce večjim predmetom. Svinčnik. Tudi svinčnik je šel z lahkoto noter. Zdaj bom dala notri še slamico, ki je malce posebna, saj je v sredini votla. Aha. V tem primeru pa vidimo, da voda odteka. Zakaj? Razlog je v materialu, iz katerega je vreča narejena. Narejena je iz različnih polimerov, ki se ob prebodu razmaknejo in nato takoj spet stisnejo skupaj. Podobno kot slamica deluje tudi policijski Stinger, saj so njegove konice plastične in votle. Če se pnevmatika zapelje čez Stinger, se konice zapičijo noter v pnevmatiko, na sredini pa začenja odtekati zrak. To lahko opazujemo tudi pri kolesu. Če se zapeljemo čez žebelj, žebelj bi se zapičil v kolo oziroma v gumo, guma bi pa ostala še kar nekaj časa polna. Pravilen je odgovor D.